Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. V Kidričevem smo, kjer se bosta na prvi tekmi tega kroga, na prvi tekmi v drugi četrtini prvenstva pomerila Aluminij in Radomlje. Ta kluba sta tudi odprla to sezono, v Domžalah je bilo takrat zelo pestro in prepričan sem, da bo tako tudi danes, ko bosta ekipi, ki sta sicer na lestvici točkovno poravnani, iskali pot do svoje 5. zmage v tej sezoni. Najprej bomo pogledali, kaj vse nas čaka ta konec tedna, ko bo kar naelektreno na večjih prizoriščih, ogromno zanimivih tekem med petkom in nedeljo. Danes torej en obračun, Aluminij Kalcer Radomlje. Naši gostje imeli so sicer mini obdobje, lahko rečemo, v tem uvodu tudi nogometaši Aluminija, ampak Radomljani so tisti, ki več poskušajo. Še ena podaja zdaj v kazenski prostor in tu je priložnost, nekaj fanatičnih blokov in zdaj še super obramba Matjaža Rozmana. Domači so vse zaenkrat preživeli. 11. minuta, to je zdaj bilo zelo nevarno. V krivem zidu, v ozadju je na tleh Čino. V vratarjev kot je meril Koderman, izkazal se Pridgar. Spet visoka podaja, znova je tu lahko nevaren Feta. Feta, ko ima prostor, tudi odličen v preigravanju, odločil se je za strel. Pridgar ni bil dovolj hiter, da bi žogo ujel in to je zdaj nevarno. Pridgar še vedno ni v golu. Svržnjak se ni odločil za strel. Zdaj sta bila v nekem trenutku oba trenerja začudena in razburjena. Podaja zdaj z leve v sredino, ampak uspel je na koncu Sule. Spravil je žogo proti Feti Blowdeku, pacu z glavo mimo gola. Ja, zdaj so Radomljani v obrambi postali bolj luknjasti, kot so bili v uvodnih 20. Tu so zdaj domači hitro prišli do posesti. Feta ima priložnost. Feta! Aluminij v 37. minuti do vodstva. Drugi gol za 22-letnega Beharja Feto, za Makedonca, ki je zadev proti ekipi svojega rojaka Jugoslava Trenčevskega. Spet so na sredini, to bomo zagotovo videli, naivno zapravili posest Radomljani in tule so domači navijači, ki so navdušeni. Veselijo se vodstva. Takole Gnjatič, najizkušenejši, kar se tiče teh žog na sredini pri Radomljanih, ne dovolj pozoren in potem je sredila podaja Blowdka proti Feti, ki je zaključil v vratarjev kot, ampak tu ne gre. Nista uspela ukrasti žoge prodirajočemu Klamferju, ki jo je spravil povsem na levo. Čino preigrava. Vokič išče prostor za strel. Nastreljal je blok. Gnjatič, dobro se je obrnil Gnjatič in v 59. minuti sprožil mimo gola. Zaključnega strela. Morda nova priložnost za Radomljane, ampak za nekaj trenutkov so celo zapravili posest. Marinič, lepa finta, Marinič je že v kazenskem prostoru. Kakšen slalom Mariniča! In žoga je v golu! Izredna akcija Mariniča, potem pa veliko sreče, da se je žoga odbila in bila tik pred golovo črto. Slav je torej gostov. Jojič je sprejel darilo, kot bomo videli, čakal ves čas v napadu. Tule je Rozman še uspel izbiti, potem je bil prekratek Koderman, da bi žogo poslal v out, daleč stran od gola. Ja, Marinič pa je zares izjemno slalomiral po levi strani mimo branilcev. Takole je nanizal 4-5 igralcev, ki ga niso uspeli zaustaviti, šele Rozman.
statistiki na vrhu zaslona, generalno sicer 6-4 v strelih v okvir gola skozi celotno tekmo za domačine, ki zdaj poskušajo prek Fete. Feta, nevarna žoga, priložnost in gol! Vendarle v zaključku tekme Aluminij do zadetka, drugič na tekmi Šumarji vodijo. Ja, Emir Sajtovski ne bo zameril, da je danes tekmo začel na klopi, kajti postal je, vsaj tako se zdi, veliki junak svoje zasedbe. Težave ima Pečnik, nima več menjave, domači strateg. Feta je takole podal, žoga mimo vseh do Sajtovskega, slaba reakcija, Radomel v obrambi. 4 minute sodniškega dodatka bomo še videli, mi pa spremljamo morda celo gol za zmago na tej tekmi. Pečnik je na nogah, vidimo kako šepa. Zdaj bo... Nikolajevič, težka tekma, to ste zagotovo pričakovali, ustvarili ste si, lahko rečemo, dovolj priložnosti, vi ste dosegli edini zadetek, Aluminij 2 in tekmo ste izgubili, kakšne so vaše misli? Pa, znali smo da nas očekuje jedno vruće gostovanje, vruć teren, pripremali smo se najbolje što smo mogli, smatram da smo napravili dosta šansi, ali nije lopta htjela u gol, ne znam šta bih rekao. Vas je Aluminij morda s čim presenetil v sami igri, igrali so bolj z dvema napadalcema, ali vas je trener na vse pripravil? Pa mi smo se pripremali da, mislim znali smo kako oni igraju, tako da dali smo sve od sebe, ali eto nažalost smo primili taj gol u 90. minutu koji nismo smjeli je primimo i naša greška. Najlepša hvala. Hvala. Jugoslav Trenčevski, zdaj ste izven mikrofonov dali istočnico. Mladost vas tepe, mladost igralcev, to se pozna. Ni bilo dovolj izkoriščenih priložnosti, ki ste jih imeli, pa ste zdaj odšli praznih rok oziroma odhajate praznih rok domov brez točke. Tako, znači to je, kako da kažem, udarac za nama, jer ajmo da kažemo, fudbal se igra za golove, moramo postići gol, moramo ranije odlučiti utakmice, čak na 0-0 smo imali, pa i na 1-0 kad smo se vratili i na 1-1 imali smo nekoliko prilika da zabijemo gol, ali to je to, ovo naše neiskustvo se plaća i to, znate kako je, ja opet dajem podršku ovim momcima, borili su se do kraja, možda nezasluženo smo izgubili utakmicu, ali u svakom slučaju čestitam Aluminiju za pobedu, jer su na kraju bili bolji za tog jednog gola, dali su ga na kraju u sudskom produžetku u 90. minutu i nismo se odbranili, nismo se očistili, bilo bi puno kapa da uzmemo i ovaj bot ovdje, ali to je kad nemaš realizaciju, onda ti se odmah vrati, isto se slučilo i sa Murom kad smo imali nekoliko prilika. To je to, nastavljamo dalje, čeka nas težak put, moramo raditi još hrabrije, još jače i nadam se da ćemo izaći iz ovog problema. Ob zaključku ste dali v igro še enega branilca, Žalerja, pa je potem vseeno prišlo do te podaje mimo vseh nog praktično, da je v bistvu Sajtovski zadev v 90. minuti. Kaj bi dejali, da je glavni razlog? Neizkušenost, nezbranost v zaključku, da je prišlo do tega gola? Ma desi se to neki put u ovim utakmica. Ja mislim da je to prošlo, čak smo mi postavili 5 defanzivaca pozadi. Mislim da je tu negdje malo zakasnio i mladi Luka Kušić, ali to je normalno, on je ofenzivni igrač koji nije to pokrio. Prošla je lopta od leve strane, naše desne strane kod njihove leve strane. Fulili smo tu loptu, možda ako bi se odbranili utakmica bi bila završena, ali to je to. Nastavljamo dalje, moramo učiti od greškama, moramo shvatiti da trebamo zabiti gol. Fali nam puno i Kukovec, fali nam puno i Krapuhin, fali nam neki igrači u završnici, ali to je to, nastavljamo dalje, nemam šta reći, još jednom čestitam momcima za ono što su pružili. Ovo je gorka utakmica za nas, izgubili smo, ne znam da li smo zaslužili, ali eto, desi se to u fudbalu, još jednom čestitam ekipe Aluminija i želim srećno dalje. Vi pa zdaj proti Celju. Protiv Celje, još jedna jako teška utakmica.
Ja ne znam kako je igrati, znači poštujem svakako Celje, oni su stvarno, oni nisu, Riera kaže da su monster, nisu monster, oni su double monster. Ja ne znam kako igrati sa njima, ali skupit ćemo se nekako, probat ćemo nešto da odigramo. Ne znam da li je bolje da daš ranije gol pa da primiš 2-3 na kraju ili možda na kraju da držiš 0-0 pa da im daš jedan gol pa onda za sve promaši. Ne znam šta da vam kažem. I imamo vremena, još nekih 6 dana, razmislit ćemo, u svakom slučaju čeka nas izuzetno najbolja ekipa, ne samo ovdje u Sloveniji, za mene ova ekipa je svaka im čast, to je uzor kako se treba raditi, počevši od uprave, od trenera i svakako igrače koji su jako kvalitetni. Čeka nas velika utakmica, veliki protivnik koji je iskreno da kažem, vrlo jak, ne samo u ovoj ligi, možda najbolji u ovoj ligi, nego i na ovim prostorima. Najlepša hvala. Hvala i vam. Behar Feta, čestitke za zadetek, čestitke za zmago. Pričakovano, težka tekma, kako ste jo vi videli? Pa smo čekali s Radomlje da je dobra ekipa. Je bila teška tekma, uđeli smo prvi polčas dobro. Onda kad smo primili gol malo je bilo teško, ali verovali smo na kraj i je došla pobjeda. Super, najlepša hvala in srečno. Hvala. Jure Arsič, imeli ste, dali ste ta vtis dober občutek pred tekmo, prišli ste do zmage v 90 minuti, ampak če so pa iskrena, je bila pa tekma zelo naporna. Videlo se je, da sta ekipi izenačeni na lestvici po točkah, vi ste zdaj 3 točke pred njimi. Ja, mislim, mene narava tekme ni presenetila, tudi nasprotnika sem pričakoval povsem takšnega, tako da nekako vse po pričakovanjih. V prvem polčasu smo premalo izkoriščali to, kar nam je bilo ponujeno, v drugem potem smo se v Dodorom dogovorili, postavili neke smernice na novo in z drugim polčasom moramo biti zelo zadovoljni in pa predvsem z vložkom posameznika, z vsemi, ki so dodali svoj del v ta mozaik danes in menim, da smo na koncu zasluženo zmagali. Zdaj z trenerskega vidika bo zelo pomembno tudi to, da je Emir Setovski bil po golu proti Mariboru danes na klopi, pa potem dobil priložnost, energično bil poln in dosegel zadetek, neka nagrada. To je najverjetneje pomembno zanj in tudi za vas. Zelo pomembna zadeva, kar se tiče naše ekipe. Želeli smo reakcijo Emira. Odreagiral je točno tako, kot smo želeli, smo ga dejansko sprovocirati, dati v neko drugo stanje, zamenjati mu razpoloženje, ki je bilo slabo v zadnjih dneh, ampak na koncu sem zelo vesel, ker imam rad nezadovoljne igralce, s tem dvigujemo nivo in pa intenziteto miselno, tako da na koncu nimam kaj, prisilo me v razmišljanje. Če gledava točkovni izkupiček, zdaj ste spet s tekmo več sicer zaenkrat točko za drugim in tretjim Mariborom ter Koprom. Zelo pridno nabirate točke. Naslednji test pa morda nek zrelostni izpit, da potrdite, da ste nadgradili vse skupaj proti Olimpiji. Vemo, kaj se je zgodilo na tej domači tekmi, tu ko so fantje v prvem polčasu zaspali. Kako to preprečiti, da se ne ponovi v Stožicah? Kar se tiče nabiranja točk in pogleda na lestvico, je za nas to irelevantna zadeva. Nismo mi ekipa, ki bi lahko lovili v tem trenutku mesto prvaka, smo pa v stanju vsak teden dajati, iskati 3 točke, kaj bo to na koncu pomenilo, na koncu sezone bomo videli. Je pa vsekakor cilj biti čim višje, vzeti to, kar se nam ponuja, oziroma to, kar naše odgarane točke prinašajo. Glede tekme z Olimpijo pa menim, da smo dolžni predvsem sami sebi. Z odnosom, z izvedbo v tistem prvem polčasu smo bili grozni, katastrofalni in če imamo vsaj malo športnega motiva in pa hrabrosti, menim, da bomo v Ljubljani odigrali eno povsem drugačno tekmo. Najlepša hvala. Hvala.